dragi kolegi in kolegice, spoštovani gostje, lepo pozdravljeni na Študijskem centru za narodno spravo. Lahko rečem, da imamo že tradicionalni dogodek ob Svetovnem dnevu človekovih pravic. Danes mi je posebno čast in veselje, da bomo prisluhnili predavanju kolega profesorja Janeza Janžekoviča pod naslovom Koncentracijsko taborišče Ozne Šterntal stranišče, maj-oktober 1945. Mogoče uvodoma da predstavim našega predavatelja. Se pravi, profesor Janžekovič je pokojni profesor zgodovine iz Ptuja. Najprej je študiral teologijo, nato pa še zgodovino in primerjalno književnost. Za diplomsko delo iz zgodovine na temo Slovenski študenti na Dunajski univerzi v obdobju 1518-1609 je leta 1976 prejel univerzitetno Prešernovo nagrado, razpravo pa objavil v Kroniki. Kasneje se je posvetil preučevanju sodobne zgodovine, predvsem tematike revolucionarnega nasilja in povojnih pobojev. Kljub številni družini, profesor Janžekovič je namreč oče 11 otrok in dedek 12 vnukom, ni nikoli prenehal z raziskovanjem posebej občutljivih tem slovenske zgodovine. Že krepko čez 50 let namreč hodi po številnih arhivih, muzejih in knjižnicah v Sloveniji, preučuje vire v slovenščini, nemščini in srbo-hrvaščini, izvedel pa tudi številne intervjuje s takrat še živečimi žrtvami in storilci, o čemer nam bo danes povedal več. Gospod profesor, prosim. Hvala lepa za predstavitev. Lepo pozdravljam vse navzoče. Upam, da ne bom predolg. Zdaj, če takoj preidemo k stvari, v današnjem Kidričevem, takrat se je imenovalo stranišče, po nemško pa Šterntal, je bilo eno največjih taborišč, če ne celo največje, jaz sem prepričan skoraj, da je bilo največje koncentracijsko taborišče po drugi svetovni vojni pri nas v Sloveniji, predvsem namenjeno internaciji avtohtonih Nemcev in takrat v začetku tudi Madžarov. Seveda pa v taborišču niso samo ti, pač pa tudi številni Slovenci verjetno celo prevladujejo. Samo taborišče je bilo v lesenih barakah in te barake so zgradili že Nemci med vojno. Med vojno je bilo tu na istem mestu, na istem, torej, nemško delovno taborišče, med 1942 in 1945 je delovalo to. Tam so taborišče zgradili torej Nemci, avstrijsko podjetje Vereinigten Aluminiumswerke, ker so začeli z izgradnjo tovarne aluminija v Kidričevem, oziroma takrat se imenuje stranišče, kot sem rekel. V njem so zaposlovali predvsem vojne ujetnike in prisilne delavce iz vrst zaščitencev. To je po rasni kvalifikaciji nemške okupacijske oblasti bil tisti sloj ljudi, ki niso imeli prave državljanske legitimacije, ampak so bili tako imenovani zaščitenci, imeli so belo izkaznico in tudi jih niso potem klicali v nemško vojsko, niso jih teh mobilizirali, pač pa so jih mobilizirali v delovne akcije razne, ki so jih seveda pogosto tudi klicali. Torej, v njem so zaposlovali vojne ujetnike, kot sem rekel, veliko je bilo Poljakov, pa tudi Francozov in drugih, in pa prisilne delavce iz vrst zaščitencev, kot sem že povedal. Taborišče se je imenovalo Strafsonderdienst Flüchtlinger Sterntal, taborišče za kazensko prisilno delo v Sterntalu, je pač to po nemško. Taborišče je veliko, sprva ima 31 bivalnih barak, lesenih, kasneje pa so dodali še 5 barak, 3 za moške in 2 za ženske. Ločeno so bili v barakah. Taborišče so Nemci opremili z vodovodom, kanalizacijo in električno razsvetljavo. To je seveda bilo kar, v nemških taboriščih, če je to bilo kar neki štandard, bi rekel. V tem taborišču je do konca vojne prestalo delovno vezo okoli 1400 moških in 500 žensk približno.
Kot zapiše nekdanja partizanka, ki je o tem tudi pisala po vojni, Vida Rojc, ki je tudi bila moja znanka in sem tudi jaz intervjuval, v svoji razpravi v časopisu za zgodovino in narodopis je leta 1984. Vse barake so torej bile lesene, upravna zgradba je bila zidana zgoraj. Takoj po vojni, ko je nehalo delovati to taborišče nemško, aprila 1945, začetku maja, so prišli partizani iz Tujskega polja in iz Pohorja, iz Halos in tako naprej, in so to taborišče tudi zavzeli ali oni rečejo osvobodili. Začeli so takoj že 9. oziroma 10. maja vseljevati nove prebivalce, torej aretirance, ki so jih prej v raznih seznamih pripravili za aretacijo in potem tudi za zapore. Kakšna je bila psihoza po vojni, takoj vidimo iz tega, da izdajalci slovenskega naroda morajo prijeti zasluženo kazen. Pozivalo se je na maščevanje, tako v raznih časopisih. Piše, neizprosno kaznovanje vojnih zločincev je porok naše mirne bodočnosti. Maščevanje je torej potekalo s polno paro. Aretacije so se začele, zapori, najprej zapori, potem pa taborišče. Izvensodne usmrtitve, deloma doma, deloma kje na kakšnih drugih mestih. Začetek delovanja sodišč slovenske narodne časti od junija dalje in pa potem vojaških sodišč od julija dalje pa do jeseni, oktobra. Tu je treba dodati, da so številni zapori obstajali. Jaz ne več vem o ptujskem zaporu, ker smo našli in zelo pomemben vir že zelo zgodaj, že tam nekje okrog 90-91. Jaz sem, mislim, o njem slišal že malo prej, ki ga je Dominik Glušič, ki je bil zaporniški paznik, izročil, pravzaprav odtujil, ker te stvari so morali iti potem v ogenj. Večino so se žgali na sodišču v Ptuju, to pa je on odtujil oziroma odnesel in seveda ni upal tega pokazati vse do konca, do menjave oblasti, in jo je izročil to enemu knjižničaru na Ptuju, bibliotekarju Jakobu Emeršiču. On pa potem meni povedal za ta dokument. Ta dokument je potem pravzaprav prvi resen dokument o proučevanju te tematike. Nekaj bom vseeno rekel o tem zaporu, v katerem so predvsem delovali potem po vojni oznovci. Glavni zasliševalci so bili Milko Golob Joško, predvsem za tiste, ki so prihajali iz Slovenskih goric in onega konca Ptuja, in Zvonko Sagadin Tine, za tiste, ki so prihajali iz Haloz in pa Ptujskega polja, kjer je on deloval s svojo očeto. In pa Jože Klep Smeh, ki je pa prišel iz Lackovega odreda, tam je bil politični komisar v eni od čet. Ptujčani so imeli 4 barake, Mariborčani pa ostale, torej je glavno vodstvo bilo v rokah okrožne ozne Maribor. Ptujčani pa so ves čas sodelovali pri tem, seveda nad vsem tem pa je seveda republiška ozna iz Slavije koordinirala vse te zadeve po vojni, tako da je pogosti gost tudi bil Mitja Ribičič Ciril.
Ne vem pa, če je bil kdaj Maček, Ivan Maček Matija, to pa ni znano mi. Zaporna knjiga tega zaporniškega paznika Dominika Glušiča je samo ohranjena za mesec maj. Torej samo prvi mesec po tako imenovani svobodi, in v tem času so v tem taborišču zaprli okrog 363 aretiranih ljudi in jih privedli v zapor, kjer so pač vpisali so jih taboriščna paznika Glušič in Pihler sta redno zapisovala. Moramo pozoriti na nekatere opombe v teh, ki so nam potem marsikaj povedali, ne. Namreč, poleg posameznih je napisano, kam so ga poslali. Najprve je napisano, kje, v katero celico so ga zaprli, potem pa, kam so ga poslali iz taborišča. Iz zapora. Kajti zapor je bila samo odskočna deska, ali za taborišče, ali pa za mariborske zapore. Brestenica, Studenci, Tezno in tako naprej, kjer so potem bili deležni nadaljne obravnave, predvsem pa tudi vojaškega sodišča, ki je delovalo v Mariboru za te, za drugi del tam iz Celjskega okrožja pa v Celju. Znani sta opombi Hitlerjev raj in pa Hitlerjev rajh. To so zapisovali za tiste, ki so jih določili za likvidacijo, to je bil Hitlerjev raj, in pa za strnišče oziroma za zapor nadalje, to pa Hitlerjev rajh. To smo ugotovili, da to pomeni. Zdaj, koliko je bilo pozneje še privedenih v zapor, ne vemo, ker ni te knjige več, ne. Sam je povedal, da so to sežgali na sodišču in meni so povedali v arhivu, da takrat še, ko so lahko o tem govorili malo, tiste prve leta od 1990, tam, ko so te komisije bile, te se malo več smelo govoriti. In jaz sem potem te sezname dobil in sem lahko fotokopiral in z njimi tudi zalagal marsikoga, ki je o tej tematiki takrat pisal. Tudi gospoda Pučnika, pa recimo kakšnega drugega Mirka Mikova in tako naprej, ki je napisal o revolucionarnem terorju v Sloveniji, ne, napisal knjigo o tem. Seveda so podobni zapori ne samo na Ptuju, ne, ampak tudi Ljutomer, tudi Trbovlje, tudi Radlje, tudi, kaj jaz vem, kjer vse, ne, Šmarje, pri Jelšah. In taborišča pa so nastala potem za Madžare že takoj po zasedbi Prekmurja. In to je bilo v Filovci, kraj Filovci v Prekmurju, kjer so zaprli okoli 400 ljudi. To bom nekje imel. Ampak te so potem preselili deloma v Hrastovec pri Lenartu, kjer je nastalo večje taborišče, tam je graščina. In v tisti graščini so potem zaprli večino iz teh prekmurskih krajev. Potem pa ne več v Strnišču. Ja, muzej uporablja naprej Strnišče, ne več Šterntal, ne. Zato veliko grozno taborišče, ki je bilo osrednje taborišče in se je tudi imenovalo koncentracijsko taborišče. To je dolgo mi niso vedeli zgodovinarji, da so partizani imeli koncentracijsko taborišče pri nas. Potem smo pa dokazali z dokumenti, ker obstajajo vendar dokumenti odpustnic in dokumenti, ki so jih, ko so pošiljali mrtve za pokopati v Sveti Lovrenc na Dravskem polju. To je župnija, ki
v katero spada tudi Strnišče oziroma Kideča. Zdaj ima svojo župnijo, ampak takrat je pa ni imela. Pooblaščenci Ozne so tudi delali sezname za sodišča narodne časti, imenovala so sodišča in na teh sodiščih so bili eden sodnik in potem 5 prisednikov, kako se to reče, članov sodišča, ki pa niso bili pravno izobraženi. V Ptujskem senatu so bili sodniki Hubert Repovž in pa Ljubo Drnovšek, imeli so 22 narokov, večinoma na Ptuju, po 2 pa v Ormožu in v Ljutomeru in enega v Slovenski Bistrici. Za tožilca so imenovali Viktorja Kneza, ta je takrat bil zelo izpostavljen, medtem ko ti prisedniki pa so bili torej različni ljudje, znani na Ptujskem, ki pa niso imeli nobene pravne izobrazbe. Primer ene prijave Slovenskemu sodišču, mislim temu sodišču narodne časti. To je sestavil tožilec, spodaj, kot vidite. In to se je kot pijan plota potem sodišče držalo, ni se dalo dosti kaj pojasniti, mislim pri zaslišanju, zaslišanja so bila javna, prisostvovali so tudi ljudje, ki pa so bili skrbno izbrani od Ozne, večinoma so kričali, sodite jim smrt, pa kaj jaz vem kaj, Zelo malo pa je bilo ljudi, ki bi kakorkoli si upali reči, ni tega storil ali pa ki bi v korist obtoženih takrat govorili. Zato si lahko mislite, kako se je to dogajalo, ko so te z vse strani obtoževali in ne vem. Torej, tu so predvsem ljudje, ki so manj, ki niso storili zločina, tako imenovanega. Oni so rekli, tisti, ki so zločin storili, tisti, ki so bili v Kulturbundu, tisti, ki so bili v NSDAP, to je nacistična stranka, ker večinoma gre za Nemce, tistem so sodili že takoj vojaška sodišča, medtem ko tem, bi rekli, manjšim grešnikom, tako imenovanim, pa sodišča Slovenske narodne časti. To so bili, sodišča so tudi nastala junija, po nekem vzoru iz zgodovine Francije, v času francoske revolucije so tudi imeli podobna taborišča narodne časti, ki so, v Rusiji so nekaj podobnega tudi poznali, in pri nas so seveda se potem zgledovali po teh sodiščih narodne časti. Delovala so pa malo dlje, kot je bil zakon o pomilostitvi in aboliciji, ki ga je sprejel Avno in potem v začetku avgusta. Do 24. avgusta so ta sodišča delovala, sodišča narodne časti. Zdaj pa gremo malo na Strnišče, Ja, Strnišče. Vodstvo taborišča smo ugotovili iz teh dokumentov. Seveda to niso vsi, ni celotno vodstvo. Komandant je bil Martin Štorgl, taborišča iz Mozirja je bil doma. Na enem od dokumentov se je tudi sam podpisal. Je bil oficir Ozne. Potem Albert Konečnik Modras z Koroške izhaja, tudi je namestnik komandanta, tudi oficir Ozne. Je pa še več bilo drugih, vsi so bili člani Ozne, tudi Marko Rep, tudi Miran Marinič, tudi zdravnik Vlado Wenger Banži,
za njihovo taborišče doma pa iz Šoštanja. Taborišče upravlja v celoti, kot sem že rekel, Ozna Maribor in Okrajna Ozna Ptuj, ki pa sta podrejeni Ozni v Ljubljani. Okrožno, torej Ozno Maribor vodi takrat pooblaščenec Vladimir Majken Rafael, njegov sodelavec je tudi Zdenko Zavadlav, o katerem sem malo več kasneje povedal in ki sem ga jaz poznal in tudi večkrat kaj vprašam. Okrajno Ozno Ptuj pa vodita pooblaščenca, torej Zvonko Sagadin, katerega sem tudi intervjuval, in pa Milko Golob Joško, ki pa nisem, je preumrl. Republiško Ozno je takrat vodil seveda Ivan Maček Matija, njegov podrejeni je bil tudi Mitja Ribičič Ciril, ki je bil mnogo na terenu in je tudi ob nekem obisku Maribora, ob eni eksploziji na železniški postaji Tezno pri Mariboru, prišel iz Ljubljane skupaj z Stjenko, torej Bojanom Polakom Stjenko, ki je bil komandant Knoja, on pa seveda namestnik pooblaščenca Ozne za Slovenijo, Ribičič, in sta se oglasila tudi v Strnišču, te Mačko Ribičič sporoča, da so našli primeren prostor za okoli 20 do 25 tisoč Švabov, rečejo, ki bi naj bil centralni logor za vse te Švabe, Volksdeutscherje, ne vem, kako še jih imenujejo. Tako veliko, kot tu piše, ni, okrog 1 kvadratni kilometer pa je bilo prostora, posebej, ker je bilo torej čez 40 barak, tu niso samo bivalne barake, so tudi vse mislim, barake, ki so nekako bile za razne službe, ki so v okviru taborišča delovale. Bom še nekaj povedal pozneje o samem taborišču in življenju v taborišču, o delu v taborišču. Z Štorlom sem hotel navezati stik, pa nisem uspel. Jaz nekaj časa deloval v Piranu kot profesor zgodovine na piranski gimnaziji. Takrat še seveda nisem vedel za te stvari. Sem pa spoznal nekatere ljudi in sem poskušal preko teh prijateljev oziroma profesorjev na tamkajšnji gimnaziji, ker Štorl je živel v Luciji, na starost, oni so dobili stanovanja večinoma na Primorskem, tudi Golob, ki sem ga prej omenjal, Milko Golob Joško. Nisem mogel priti do njega, ker mladi niso pustili, da bi se izpostavljal, ni bil najbolj zdrav več in nisem mogel intervjuvati tega komandanta. Malo prije je bil sicer ovaden strani gospoda Jamnika, ki je član te skupine iskanja grobišč, pogojnih grobišč, poleg Jožeta Dežmana in pa torej profesorja Ferenca. V taborišču je seveda bilo kot v vsakem taborišču strogi režim, bilo je ograjeno, strogo zastraženo, tudi stražni stolp je. Stražo je opravila enota Knoja iz Maribora in nekateri aktivisti in partizani Lackovega odreda. Lackov odred, to sem izvedel tudi iz knjig o Lackovem odredu, je odredil v ta namen 100 borcev. Vrnila pa se tudi četa iz Lackovega odreda iz Prekmurja, ki je bila že aprila poslana v Prekmurje, in pa seveda enota iz Halos in pa Ptujskega polja. Tako da so ti mnogi takratni partizani potem bili v službi pri tem taborišču kot pazniki, kot stržarji in razni pač tudi strokovni delavci, recimo v kuhinji, v jedilnici, v skladiščih in tako naprej. Torej, kot sem že povedal, je moški in ženski del strogo ločen. Manjši otroci v barakah tam do 14. leta so bili skupaj z materami oziroma z ženskami.
z moškimi so bili pa fantje starejši od 15. leta. Teror je bil zelo hud, ne, v vsakem trenutku dneva. To je seveda povečevalo trpljenje in strah med interniranci, tudi lakota je bila, vedno bolj je ljudi ugonabljala. Ljudje so tako oslabeli, da so po odpustu po 5. avgustu, ko so začeli prihajati prvi domov, doma niso enostavno jih prepoznali. V taborišču so mnoge internirance tudi na različne načine pobijali, predvsem pa so se na njimi fizično in psihično izživljali. Znani so nekateri primeri, o katerih so poročali Franc Šabeder in Max Vapotič. Ne bom zdaj posebej predstavljal, to sta bila moja zelo pomembna informatorja, sama taboriščnika, interniranca v tem taborišču, in pa tudi Zdenko Zavadlav, ki je tudi v svojih knjigah in pa tudi drugače ustno marsikaj povedal o življenju v tem taborišču. Škoda, seveda, da se ni ohranil dnevnik, ne, dogajanja v taborišču v arhivu Slovenije. Ne moremo zato natančno vedeti, kako so ljudje umirali, kako se je številčno stanje večalo ali manjšalo v taborišču. Za nekatere pa vemo. Obstajajo podatki za čas med 5. in 15. avgustom, ker so takrat pošiljali mrtvece, torej mrliče, za pokopati župnijo svetega Lovrenca na Dravskem polju. Vsaki dan so pošiljali z vozom vozili, tudi z nekaterimi podatki. In pa vemo tudi za otroke, ki so jih preselili 12. avgusta in so bili med 12. in 29. mislim 12. avgustom in 29. septembrom v Ormožu, v Graščini, v tamkajšnjem gradu. Največ interniranih je gotovo umrlo v juliju in avgustu 1945, predvsem veliko otrok in ostarelih. Ti so bili najbolj, bi rekli, izpostavljeni temu režimu, bi rekli, taboriščnemu, najmanj so bili odporni. Takrat je v taborišču razsajal tudi tifus, zato so tudi odselili 527 otrok, to smo gotovo, starih do 14 let v Ormoško Graščino, kjer pa se umiranje ni dosti zmanjšalo. Maščevalna histerija, ki se je odvijala v tistem času, nekaj mesecev je trajala, ni pojenjala, tudi po sprejemu zakona oziroma odločitve o pomilostitvi, tudi v avgustu in septembru. Čeprav seveda največ izvensodnih usmrtitev gre v čas maj-junij 1945. Potem še so posamezna, mnoge so tudi ubili v taborišču, posebej, če so prišli v konflikt z stražarji ali pa celo z samimi oznovci, zasliševalci. Ko sem že rekel, da teh usmrčenih tam čisto število ne vemo, kar velja torej in za to taborišče in za ostalo taborišča, da ne vemo točno, koliko ljudi je bilo tam pobitih. Lahko pa približno ocenjujemo, to bomo še naprej povedali. V taborišču so bili predvsem torej štajerski Nemci, v tem taborišču Strnišče, in pa kočevarji. Kočevarje so poskušali so se umakniti z področja, kjer so jih med vojno naselili Nemci, na področju Krškega in okolice. Tam so Slovence izselili v Nemčijo, kočevarje pa naselili. In ti so se poskušali v 2 konvojih z vlakom torej seliti iz Slovenije. In prvega so na Teznem zaustavili in te so potem v glavnem
v glavnem selili v to taborišče Strnišče. Enega pa že tu pred Zidanim mostom, in te so najprvo vselili v taborišče pri Celju Teharja in kasneje, ker tam so rabili prostor tudi za tiste, ki so jih z Koroške pripeljali, za domobrance in ostale, so jih pa preselili sem v to taborišče, in pač, ker so bili v glavnem to Nemci, in taborišče Strnišče je veljalo predvsem za to nemško menšino, za Nemce predvsem. Poleg teh naštetih so pa bili tudi Nemci iz Koroške, zelo veliko iz Gornje Dravske doline, tam od Dravograda do Ruš, ob Dravi, potem iz Maribora in okolice, iz Apaške doline, to je dolina tam pri Radguni, notri med Tratami in Radguno. To so skoraj čisto izpraznili od Nemcev, genocid, tako rekoč, izvedli. Zdaj, koliko so jih zaprli, koliko niso pomrli, so potem bili sicer izpuščeni kasneje, ampak sledila je pa potem izgon, sledil je izgon. Namreč te so izgnali potem po vojni. Ta izgon se je vršil od nekje septembra 1945 pa tja do junija 1946 v različnih, da tako rečem, poskusih, največ preko Jesenic in pa preko Šentilja. Zelo hudi, mislim, zelo taki, z velikimi žrtvami pa je bil izgon ravno teh apaških Nemcev in prekmurskih Nemcev preko Hrvaške oziroma preko Kotoribe v Avstrijo, kjer je veliko ljudi tudi umrlo na teh živinskih vagonih v najhujši zimi leta 1946 januarja, začetek februarja. Zdenko Zavadlav je tudi pisal o Strnišču kar precej, Tu je primer enega obletnice brez parad, Večinoma sem že to povedal, ampak vseeno bi to še rekel, ker omenja tudi, da so Hrvati šli skozi, Hrvati na križevem putu, tako imenovanem, to imenujejo Hrvati, hrvaška zgodovina, je šla tudi tretja armada, jugoslovanska, je vodila te nesrečne Hrvate, te begunce, tudi preko Maribora, kjer so jih veliko pobili, to verjetno vsi veste, da so odkrili tam ob gradnji avtoceste velika grobišča, o katerih se je pisalo pri nas, So jih pa peljali tudi mimo Šterntalja, torej to je Strnišča, pardon, in ne vemo točno, ali so tudi tu, je kakšno grobišče v Strnišču Hrvatov, je pa v Borlu bilo in pa na Maclju, Maclj pa je potom že na meji, Gnali so jih proti Hrvaški in na Hrvaško dalje naprej preko Hrvaškega Zagorja in dalje po Hrvaški. Vodili so jih pa predvsem Srbi in seveda so jih veselo pobijali, ker nasprotja so takrat bila zelo, zelo huda med Srbi in pa Hrvati, takoj po vojni še posebej. Zdaj bi se spet vrnil malo na življenje, razmere v taborišču. Same razmere in življenje v taborišču so pravi pekel, in to mi vsi povejo. Že od tistih, ki so mi povedali, kaj v času Jugoslavije, jaz sem že takrat marsikaj vedel, se z marsikom srečal, ki je bil v tem taborišču, in meni je upal povedati, nekako sem bil zaupanja vreden, vseeno, kljub temu, da sem bil profesor v javni šoli na Ptuju,
sem pa vseeno nekako dajal videti, da te stvari glih ne jemljem ravno kot zveličavne in da pač nekatere stvari tudi obsojam, zlasti to nasilje, komunistično revolucionarno nasilje. Neki podatek sem našel, da je bilo v taborišču do 13.000 internirancev, ne več, ne. Zato sem rekel na začetku, da je bilo verjetno to največje taborišče v Sloveniji, koncentracijsko taborišče takrat ob drugi svetovni vojni. Zdaj, kakšne so bile higienske razmere, težko rečemo, ne. Bile so na vsak način katastrofalne. Ljudje so bili uši, bolhe, stenice, to so vsak dan si ubirali, koliko so lahko. Nezadostna je bila prehrana, se rekel, da so čisto slabeli fizično. Fizično in psihično nasilje je bilo neizmerno. Ljudi so pregnali iz njihovih lastnih domov, tudi ločili od otrok. Izživljanje nad interniranci je bilo brezmejno, bi rekli. Težko si zamišlja človeška domišljija, kaj vse so počeli. Omejen je bil prostor gibanja, ločitev moških in žensk, med njimi ni smelo biti nobenega kontakta, ne fizičnega in ne besednega. Če je kdo se kaj zdrl, če je videl ata ali pa mamo, je bil deležen nasilja. Porast bolezni, ki so izbruhnile vsaj že v juliju, je tudi povzročal številne smrti, prav tako številne ranitve zaradi nasilja in podobno. Strah je bil pred fizičnim nasiljem, nezadostna je bila sanitetna oskrba, taborišče je sicer imelo verjetno ambulanto, ena baraka ne bi to bila, ker poznamo zdravnika, ne. Je pa najbrž dostop do tega zdravnika bil kar otežen, ni bilo tople vode, omejevalo se je počitek, vsaki čas so jih dvignili, so jih naterali iz barak ven na dvorišče, tam so mogli vse sorte početi, ne, tudi poljubljati zemljo, pa gor pa dol, pa morali so peti prisilno različne pesmi, korakati, na njimi so se izživljali. Pogosto slišimo, da so vozili z motorjem po hrbtih internirancev. To je sigurno. To metodo je prinesel nekdo iz Maribora, iz tamkajšnje okrožne Ozne, ki je tudi pripeljal motor, in iz določene barake so spodili ven recimo 30-40 internirancev, jim ukazali poleči, ne, legniti na tla in potem so vozili prek. Ne samo tisti Oznovec, ampak še nekateri drugi so dobili motor, mislim, so dobili to pravico, da smejo voziti čez hrbte internirancev. Verjetno je pri vsakem takem primeru bilo tudi nekaj mrtvih oziroma hudo ranjenih. Za zdravnika, ne, prej sem ga omenil, ne, zdravnik je bil iz Šoštanja, imenoval se je Vlado Wenger, Bajnži so mu rekli po partizansko, oziroma tudi doma. Poznal ga je Zavadlav, ker je on bil tudi iz Šoštanja, sicer primorski Slovenec, ampak v Šoštanju so živeli pred vojno in sta bila prijatelja z tem Wengerlom in pa tudi Karlom Destovnikom Kajuhom, ki je tudi bil sošolec na Celjski gimnaziji. Zdaj, glede tega zdravnika moram reči to, ne, kmalu, ko ni obvladal razmer, je začel pošiljati hujše ranjence v bolnico. To pomeni, da je pa neke zdravniške etike vendarle premogel, ne. V ptujsko bolnico, tudi ta dnevnik sem pregledal, oziroma to pisno knjigo, ki je v zelo slabem stanju žal,
sem pregledal in ugotovil, da je okoli 200, nekaj čez 200 ljudi poslanih iz tega taborišča v ptujsko bolnico. So jih pa poslali precej tudi v mariborsko bolnico, okrog 100. Zdaj, koliko so s tem preprečili, da so ti ljudje nekaj so preživeli, ne, da niso umrli, precej jih je tudi umrlo, ne. To zdaj je vprašanje, ampak sigurno je bilo v bolnici nekaj boljše, kak pa v samem taborišču. Zdaj, koliko je imel bolničar, ni imel, to ne vem, ne. Verjetno je nekoga že imel tudi, najbrž pa ni imel dovolj zdravil in tak naprej, ne. Zato ni obvladal teh razmer, da je bolnike potem pošiljal v bolnico na Ptuj in pa v bolnico v Maribor. Je, prav gotovo je koga rešil gotove smrti v taborišču. V času, ko pride v Štental, mislim, da je stanišče posebna komisija Rdečega križa, to je pa bilo 5. avgusta 1945, se razmere nekoliko spremenijo, normalno na boljše. Takrat so začeli najprej mrliče voziti k Svetemu Lovrencu, rekel se med 5. in 15. avgustom so vozili te ljudi na to pokopališče pokopati. Tam je deloval župnik Špindler, ki se je vrnil julija iz znanstva, v NDH je bil znan. Julija se je vrnil, verjetno je nekoga poznal iz tega vodstva taborišča in je uspel nekoga prepričati, da so v tem času pošiljali mrtvece pokopati na Britov, ne, na pokopališče. To je vsekakor tudi en boljši trenutek za svojce, ki so vse vedeli, koliko so vedeli, ne, potem in niso dolgo mogli prižigati sveč, ker so te grobove zravnali potem v koncu leta 1945. Po zaprtju taborišča so hitro to so zravnali ta grobišča po posebnem ukazu iz Ljubljane. Zdaj nekaj teh primerov imam, ne, boš ti kar hitro, ne, teh dokumentov, kak so pošiljali, na enem je tudi podpisan sam Štorgl Tine. Pa gore v glavi je vedno koncentracijsko taborišče Strnišče, ne? Tako da smo prišli do tega izraza. Tja je bilo prepeljanih 54 mrličev v teh dnevih, ne, teh 10 dnevih. Bilo je med njimi 13 otrok, od dojenčka do 4-letnega fantka, in ostali so bili odrasli. To je primer spomenik, ki so ga postavili Društvo za ureditev zamolčanih grobov leta 2014. Mislim, postavilo ta spomenik in je bila posebna proslava tam v Lovrencu na Dravskem polju. Stanišče ni bilo edino, kjer so imeli zaprte te Nemce, Volksdeutscherje, ampak je bilo kot neke vrste pomožno taborišče Hrastovec pri Svetem Lenartu. Tudi to je bilo koncentracijsko taborišče, v katerem razmere niso bile nič boljše kot pa v samem Strnišču. Tu imamo precej teh izpovedi, ki so izbrali po spremembi oblasti v Sloveniji, ko so se potegovali za priznanje, ne, teh torej kot žrtev, ne, komunističnega nasilja, in so pisali, v teh pismih so sporočali, kaj se je godilo, kako se je godilo.
Tudi to so ljudje zelo umirali. Okrog 200 ljudi je najmanj umrlo v tem taborišču. Imamo tudi en dokument, in sicer enega grobarja, Franc Kurnik iz Spodnje Voličine, ki je veliko teh mrličev iz Hrastovca pokopal na pokopališču v Voličini. Polovico verjetno pa jih niso krščansko pokopali, ampak so jih odpeljali v Črni les, tako imenovani, spodaj gozd in pa tam pot, in pa nekaj celo baje jih je na ribniku bilo vrženih, tako da je tista voda bila rjava še ne vem koliko časa, še drugo leto, ne samo tisti nekaj mesecev, koliko so jih tam pokopali. V Hrastovcu so predvsem bili interniranci z področja Slovenskih goric, iz Apaške doline in pa iz Prekmurja. Tam so 3 vasi, kjer so bili Nemci, kjer so živeli Nemci večinoma. Ta grobar, Kurnik, Franc Kurnik, je pokopal okrog 117 mrličev iz tega taborišča in pravi, ker krst ni bilo dovolj, drug, da je v posamezne krste stlačil včasih po 2 mrliča ali pa še dodal tudi kakšnega otroka. Tako da si lahko mislite, kako je to izgledalo. To se je dogajalo in v avgustu in v septembru leta 1945. No, nekaj bi še vseeno povedal o vojaškem sodišču v Mariboru, preden zaključim z tem. Vojaško sodišče je začelo delovati julija in je delovalo potem do konca septembra 1945 in v številnih narokih so sodili skupinam internirancev in ne vsakemu posamezniku. Torej, različni so sodili, pripeljali pa so te ali iz zaporov Ptuj, Bresternica, Studenci ali pa taborišča Strnišče. Obtožnice je praviloma pisal okrožni tožilec Jože Pavličič, ki je tudi izhajal iz teh naših krajev, mojih krajev, tam doj, v Vzmetinci pri Svetem Miklavžu pri Ormožu. Pred Pučnikovo komisijo v parlamentu se je obnašal sramotno kot Mitja Ribičič. Nič ni priznal, nič kriv, ničesar se ni spomnil, ničesar ni obžaloval. Groza. To imam en primer sicer sodbe, ampak ja bi samo rekel tu, ne bom za te podrobnosti, da taborišče ni niti toliko obsodilo na smrt, večinoma na zaporne kazni, mislim sodišče, ne vojaško, ampak so vseeno te ljudi v veliki meri pobili. Fevdalca Bistrička iz Slovenske Bistrice, Ferdinand Atems in njegova žena Vanda sta bila obsojena samo na 2 leti zaporne kazni, pa sta vendarle bila januarja 1946 usmrčena na Pohorju, sta bila ubita. Njun sin pa v bistričkem bunkerju bil je sicer brez ene noge, leseno nogo imel, in so našli potem to, ko so izkopali to grobišče. In to je tisto vidik naprej. Zdaj, ko je prišla ta mednarodna komisija v Strnišče, je seveda krvava rihta s polno paro delovala. So pa vseeno začeli potem izpuščati prve zapornike, prve internirance. 5. avgusta so prvi bili izpuščeni, ampak zelo malo število. Potem pa naprej so sproti ugotavljali, kdo je zrel za odpust, kdo ni, Avno je sprejel ta sklep, oziroma ta zakon o pomilostitvi 3. avgusta 1945, mislim, da je bila sobota, in potem ponedeljek so začeli to s temi izpusti na prostost. Predvsem so izpustili tiste, ki so bili obsojeni pred sodiščem Slovenske narodne časti, to so bili tako imenovani mali grešniki. Takrat v Sloveniji so
ta zakon ponašali, kako bi to rekel, prevzeli 24. avgusta 1945 in od takrat naprej so potem spustili v glavnem te. Prej so pa bili pa na raznih prisilnih delih, ne, ali so dobili težko prisilno delo ali lahko prisilno delo, zaplennico in premoženje, premično in nepremično. Vzeli so jim državljansko čast, volilno pravico in tako naprej, o tem še bom rekel nekaj naprej. Torej, tu imamo, da so pozneje kome sprijeli v Sloveniji ta ukaz oziroma objavili, no, in potem so po teh taboriščih to začeli upoštevati malo bolj kot začetku še zelo malo, ne, da so odpuščali. No, drugo, kar pa je komisija še povzročila, ta Rdeči križ, ne, Rdečega križa, je pa, da so odpeljali iz stranišča otroke. Odpeljali so precej male otroke, do 14. leta starosti, in to v Ormož. Ormož, veste, kje je, ne? Malo nižje od Ptuja. In tam je en grad, ki si ga določili za sprejem v dogovoru z Ormoško Ozno, ne, z tamkajšnjo Ozno, da bodo tam vselili te otroke male. Najprej so jih prevzeli domačine, potem pa so iz okrožne Ozne Maribor poslali posebno ekipo, ki so potem te otroke oskrbovali, kako bi rekel to, ne, mislim, čuvali tam v tem taborišču. Oni so rekli baza, otročja baza, niso rekli taborišče, včasih pa je, se jim zareklo v kakšnem dokumentu tudi taborišče, ker oblast nad tem taboriščem v Ormožu je bila še vedno strniška komanda oziroma Ozna v celoti, ne, in morali so poslušati direktive iz Maribora, iz Ptuja, iz Ljubljane in tako naprej, ne. In so se jih držali. Kar sem prej rekel, da izpuščajo posamezne internirance, vendar določeni stvari pa jim niso odpustili, kako bi rekli, brisali, ne. Niso nemškim državljanom, tudi avstrijskim, in pa tistim jugoslovanskim državljanom, ki so sicer pripadali nemški narodnosti, pa so imeli to državljanstvo slovensko oziroma jugoslovansko, niso dali nazaj premoženja, torej to je ostalo naprej, in pa brisani so bili iz volilnih imenikov oziroma niso jim dali nazaj narodne časti oziroma te pravice, ne. Danes je dan človekovih pravic, ne, ampak pravice, kot so se takrat kršile, so se malo kdaj v slovenski zgodovini, včasih so se, ampak to je poseben primer bil kršenja človekovih pravic. V teh pravicah so bile zastopane tudi ženske in tudi otroci, ne. Primer odpusta iz taborišča imamo tu prvo zapor, drugo pa taborišče. Na drugi strani, tisti, ki so bili izpuščeni, so morali podpisati posebno izjavo, da ne bodo govorili o tem, kaj so videli ali slišali v zaporu oziroma taborišču. To je tudi znan in mislim že ukrep, ne. In zato je bila ta tabu tema, zato se o tem ni govorilo kasneje, zato smo tako dolgo čakali, da so sploh ljudje upali kaj povedati, ne, ti, ki so to doživeli. No, ko so otroke poslali 12. avgusta v Ormož, jih je tam pregledal tudi tamkajšnji zdravnik dr. Jurij Čarf. Tega jaz sem dobro poznal, ne. Pregledal je otroke in ugotovil, v kakšnem stanju so. Napisal je nekaj receptov
Vodstvo je pač priporočil, da naj za te otroke primerno poskrbijo, ker je bilo dosti bolnih, kaj jim naj dajo za jest. Je pa bil problem, da niso marsičesa imeli, kar bi potrebovali za recimo prehrano teh otrok, ne. Čeprav so dobivali mleko, meso in ostalo od okoliških ljudi, ne, Hrdek, Pušenci, Dobrava in sam Ormož, ne. Vsaki dan so morali nositi te dobrine. V gradu so imeli tudi kuhinjo, 2 kotla velika, en kotel pa za preparjanje, mislim za krop, ne, da so lahko potem ta oblačila revežem otrokom preparjali in pa čistili jih, ne. Zdaj to bomo spustili, to bi bilo mogoče za kakšno drugo predavanje o samem tem ormoškem Petričku, tako smo ga imenovali, ker smo seveda vedeli za teharski Petriček, ne, o katerem je napisal knjigo Ivan Ott ali pa posnel film naš ptujski režiser Zupanič, ja, Zupanič. Je pa en filmček tudi naredil z televizije, v katerem sem malo tudi jaz sodeloval. No, kot je že zadnjič je bil nagrajen Hren, Slavko Hren. Je tudi enkrat prišel in jaz sem pripeljal še kar nekaj teh prič, ne, da smo malo kaj povedali o tem taborišču. Samo to ti je bunkerju, ne. Niso ga pokazali. Torej, to še bi povedal o tem malem taborišču otroškem, da je delovalo do 29. septembra, da so imeli 3 nemške ujetnike, ki so opravljali težja dela, da so nosili vodo, da so sekali drva, da so čistili greznice in tako naprej. To so ves čas imeli, dokler je obstajalo to, potem so jih odpustili na konce. Otroke so potem, ko so zapirali taborišče, konec septembra, nekaj poslali v Strnišče, kjer so še njihove mame ali pa sorodniki še vedno trpeli, ne, še vedno bili zaprti. Nekaj pa so jih poslali v Turnišče, tam je tudi grad. In v tem gradu so potem zbirali tiste otroke, ki so ostali brez staršev, tako imenovane sirote, ne. Priključili so jim potem tudi partizanske sirote, tako da so se združili ti in oni v istem taborišču in kasnejših taboriščih, ki so nastali po Sloveniji po letu 1946. Kar nekaj teh taborišč je bilo za vojne sirote. Tu zdaj ni bilo tako hudo več, kako je bilo prej. Je pa tem otrokom bila odvzeta identiteta, niso se zavedali marsikateri, kdo so bili njihovi starši. In mnogoteri so prevzeli tudi komunistično oziroma novo ideologijo, nekaj vrste janičarski posel, ne, te nove oblasti. Še sliko sem tudi našel te zadnje ekipe, ki je vodila to taborišče. Imam tudi tega oznovskega pooblaščenca iz Ormoža, Frančka Penča, Izidora. Tu je vodja taborišča, ki je bil poslan iz Maribora. To je ta graščina, ne, Turnišče, upala, ne, to. Pri Ptuju. Zdaj, mimogrede še lahko povem, ne, da te lastnike, to so bili Lipiti, ne, niso bili Nemci, ne, Američani so bili.
oče od teh zdaj gospodov, ne, ki so pač takrat zdaj v koncu vojne bili, oziroma na začetku vojne, ti Lipiti, ne, je bil ameriški poslanik ali veleposlanik v Avstriji oziroma Avstro-Ogrski in je to graščino kupil z pripadajočo zemljo, nekaj čez 500 hektarov. Tam je bil zelo velik veleposestnik, marsikomu dobrotnik, predvsem pa zaposloval ogromno služinčat, ogromno ljudi. Torej bil Američan, prirejal je konjske dirke, imel je zelo napredne prijeme, veliko konj redil, tudi dirkalnih, in so se udeleževali iz cele Evrope, ti pač podobni, ne, ki so gojili ta konjeniški šport. Omenjena prej, ne, Vida Rojc je bila guvernanta v tem gradu, pri grofovi sestri je vzgajala hčerko in zelo dobro je poznala te razmere v gradu Turnišče. In potem je seveda meni tudi upala obsojati dejanje tega Sagadina, ki je prišel po grofa in ga odpeljal na vozu v stanišče, kjer so ga na najbolj surov način, na grozovit način umorili v taborišču Stanišče. Najbolj so se znašali prav nad temi veleposestniki oziroma gospodi, pa Bog ne daje, da je bil kakšni tudi, kak se reče, njihov podjetnik v taborišču kot paznik, pa kakšni delavec oziroma kakšni vajenec ali kaj podobnega. Posebej, če je bil kdaj v Klofotan, te je zdaj gospodar dobil nazaj 100 evrov. To je bilo možno se maščevati za vsako krivico, ki je bila mogoče storjena, ampak ne tako hudo krivico, ker je tisti mojster hotel nekaj naučiti te vajence pa pomočnike. In če so bile pač razmere take, da tudi so uporabljali fizično kazen, zdaj so se pa izživljali prav nekateri, ja imam nekaj primerov, vem, ampak ne bom zdaj o tem, da je ubil svojega mojstra, svojega nekdanjega gospodarja, delodajalca. Ali v taborišču, ali pa že doma. Zdaj pa še pregled žrtev. Na koncu, najprej za Strnišče. Najmanj 2736 žrtev komunističnega nasilja, ki so bili vse nekaj časa v taborišču, štajerski in kočevski Nemci, je bilo ubitih. V tem številu so upoštevani tudi tisti, ki so kasneje umrli oziroma bili ubiti v mariborskih zaporih oziroma ustreljeni na Pohorju. Zavadlav pripoveduje o vožnji strniških kaznjencev oziroma zapornikov na Pohorje, ker so jih pobili in potem je mislim zdaj, ko je že Slovenija, je pokazal Zavadlav, kje so jih pobijali, ne? Ker dva avtobusa je vodil tudi on, Knoj pa jih je pobijal tam na Pohorju. V samem taborišču je najmanj 800 bilo ubitih oziroma umrlih zaradi lakote, taboriščnega nasilja in tudi nekaj zaradi strelnega orožja oziroma uboja samega. V koncentracijskem taborišču Strnišče, otroškem taborišču v Ormožu ter v bolnišnicah Ptuj in Ormož in Maribor je umrlo 57 otrok. V ptujski bolnišnici se je zdravilo 18 otrok, ena deklica je tudi umrla v bolnici, v mariborski pa se je zdravilo 12 otrok, kasneje pa so otroke tudi iz Turnišča pripeljali, okrog 40 otrok, še vedno, ker so jih pobrali iz ormoške bolnice. Umrli so pa 3 otroci v mariborski bolnici, ti iz Turnišča. Ni znano, koliko otrok je umrlo pred 5. majem oziroma avgustom oziroma
pred 12. Pred 5. Potem so jih tako pošiljali v Lovrenc. Ampak jaz mislim, da najmanj 30 jih je umrlo tudi v tem času, v juliju in pa začetku avgusta, že prej, ne. Glede na to, koliko jih je potem umrlo vsak dan, ko so jih vozili, ne, mrtve v Sveti Lovrenc. Tako da je okrog 120 nedolžnih otrok bilo pobitih, nedolžnih pravzaprav, pobitih v tej krvavi rihti komunističnega revolucionarnega režima. Jaz sem se pogovarjal z enim od teh voditeljev, krivcev, Sagadinom, okoli 4 ure smo imela razgovor in sem mu očital, ne, pa ste vendarle morali pobiti tudi toliko otrok. In kaj mi je rekel? Ja, Nemci so sejali veter, poželi pa so vihar. To sem si zapomnil, ko mi je to rekel, ne. Je pa me te zasobražil in ne samo on, cela kamarila komunistična na Ptuju, tako da nisem potem bil dosti vreden več, ne v šoli, pa ne v samem mestu Ptuju. Je pa konc stoletja, tam je 20. umrl ta Sagadin in ni mogel kaj hujšega mi storiti. Pregled žrtev taborišča Hrastovec sem rekel okrog 200 žrtev, v Filovcih pa nimamo podatka, koliko jih je tam umrlo, če jih je kaj, ne, ker so to taborišče hitro spraznili in razselili potem nekaj v Hrastovec, nekaj pa v Strnišče. Po izpustu iz taborišče so zapirali konec septembra 1945, je pa čakal te Nemce in tudi Madžare izgon. Takšne dopise so dobili takrat vsi krajevni odbori, kot imamo tu nekje, ne, da morajo vsi krajevni odbori, narodno-osvobodilni odbori, poslati višjim inštancam, ne, torej okrajnim odborom in pa okrožnim odborom, točen seznam Nemcev ali Madžarov, ki se nahajajo v njihovem kraju. In to je bilo zelo strogo zabičano, da morajo to poslati do določenega datuma, ker so pripravljali izgon. Pripravili so se na izgon teh Volksdeutscharjev, kot jih pogosto imenuje Ribičič, iz Slovenije. Izgoni so se, kot sem že rekel, vršili od septembra pa vse tja do naslednjega leta junija. Poseben izgon je bil iz Apaške doline, o tem piše tudi Dušan Ščap, magister, v svoji knjigi Apaško polje, po poti strpnosti skozi zgodovino, in pa tudi Leljak, zgodovinar, Roman Leljak, v knjigi z naslovom Ferjakt, Izgnani. No, en spomenik, ki smo ga poslikali, je v Murakeresturu, kraj, to je blizu meje Hrvaške, blizu te, torej hrvaške meje, kjer je vlak stal več tednov, oziroma nekaj dni, v zelo hudi zimi, 25 do 30 stopinj je bila takrat zima, in je v tem vlaku umrlo 77 ljudi, ne, in so jim pred nekaj leti postavili tu spomenik Murakerestur, ne. Zdaj za konec še nekaj besed o glavnem krivcu za vse to. Boris Kidrič je vsekakor eden od voditeljev, nekaterega imenujejo osrednji Kain slovenski. Bil je predsednik vlade in zato tudi najbolj odgovoren za te zločine. Na Kardeljevo zahtevo po čiščenju je seveda pohitel in zelo temeljito to počel. Ne samo na Štajerskem, tudi po celi Sloveniji. Veste za
Šentvid, veste za ostale te centre oziroma taborišča, kjer se je to dogajalo. Nekoč je rekel, da nemška manjšina pri nas ne bo imela nobene pravice, kjer je ne bo. To je že vedel, kaj misli, da bo pač stremel za tem, da bodo morali oditi, da bo vse storil, da bodo izseljeni. In obstajal je zakon, tako imenovani Avnojski zakon iz leta 1944, 21. novembra 1944 je Beogradu sprejel Avnoj sklep o zaplembi vsega nemškega premoženja. In zato so okrajna in okrožna vozna od avgusta 1945 odločali o teh zaplembah. To pa jaz imam vse rešene iz naših krajev, zaplembe, kjer so popisali vso imovino in to se ni več vrnilo. To je šlo v tako imenovan fond vojne škode, čeprav je Nemčija pozneje tudi še v času kanclerja Brandta Jugoslaviji izplačala neko vojno odškodnino, medtem ko žrtve same niso dobile nič. Je pa dobila država in država je ta sredstva, Bog ve zakaj, porabila predvsem najbolj za jugoslovansko armado, ne več. No, o tem še to bi rekel, za Kidriča, pred leti, tudi v tistem prelomnem času, Kidrič ima namreč v tem kraju, nekdanjem stranišču, kraj ima ime Kidričevo, nadaljevali so tovarno, gradnjo tovarne, tudi naši, tudi Jugoslovani, in seveda Kidrič je poslal Leskoška in ostale, da so to tovarno odprli. Sam Kidrič pa je postal tudi predsednik zvezne vlade in postavili so mu pred tovarno spomenik. Ti spomeniki herojem so seveda po celi Sloveniji, se veste, In v tem času je enkrat izginila ta glava Kidriča. Bil je obtožen med drugimi tudi moj prijatelj Topolovec, ki ga tu v centru poznamo, nekaj smo se večkrat oglasili. Pa ni on bil kriv, ni on, In nastavili so ljudje, ki so mnogo vedeli o tem taborišču, domačini tam okoli, svinjsko glavo gor, Jaz mislim, da skoraj je bila svinjska glava užaljena. Te so rekli, da je to sramotno dejanje, ampak ubogi Prašiček vsekakor ni zakrival toliko in takšnih strašljivih zločinov, kot jih je eden od voditeljev komunistične revolucije na Slovenskem. Nekaj podobnega sicer pred kratkim brez Prašičjega vložka je storil v Titovem Velenju neki že najdeni pač fant, Z Velenjo so uspeli odstraniti prilastek, mislim, Velenje, ni več Titovo Velenje, ampak odstranili so pač glavo, odrezali Titovemu spomeniku, ki pa je seveda za celo Jugoslavijo bil glavni, in je seveda tudi komandiral naše in vsem, mislim, republiškim vodstvom OZNE. OZNE je bila namreč taka organizacija, ki je delovala v celi državi in Tito je bil z svojim Rankovićem kot glavnim državnim pooblaščencem OZNE, seveda tisti, ki je odločal vsem, No, pred koncem bi samo še o literaturi povedal, oziroma o virih. Jaz sem te vire hitro začel že zbirati. Intrigirala me ta tema, zelo zanimala. Pa ne, da bi se komu maščeval, jaz nisem imel proti nikomur nič. Z marsikaterim komunistom sem se lahko razumel, sem se lahko pogovarjal. In med prvimi sem odkril torej ta Glušičev spisek, seznam teh zapornikov,
kot sem že rekel, potem našel sem mrliško knjigo župnije svetega Lovrenca na Dravskem polju, potem mrliško knjigo župnije svetega Jakoba v Ormožu, kjer je umrlo okoli 40 otrok, ne, in 2 spremljevalki, namreč otroke je spremljalo 66 spremljevalk, zlasti male otroke, pa niso bile vse mame, so bile tudi babice, so bile tudi tete in tako naprej. 2 sta tudi tam umrli, ena v bolnici, ena v gradu. Potem vpisna knjiga bolnišnice Ptuj, kot sem že omenil, poročila vodstva otroškega taborišča v Ormožu, potem zapisniki 22 obravnav slovenske narodne časti, senata v Ormožu in pa potem tudi senata senata na Ptuju in potem v Ormožu, Ljutomeru in Slovenski Bistrici. Potem dosje vojaškega sodišča o tem v Mariboru. Prav tako sem imel v rokah odpustnico za taboriščnika Franca Šabedra, ki smo bil dolgo časa nekaj vrste, kako se reče, varuh, ker so mu komunisti vzeli opravilno sposobnost, center za socialno skrb pa me je določil po Emešiču, potem še mene za tega pač človeka, da sem nekako ga predstavljal pred javnostjo. Potem je mnogo zapisnikov o zaplembah, kar hrani Ptujski arhiv za ptujske, Mariborski arhiv za mariborske, Celjski arhiv za celjske in tako naprej in tako naprej. Potem sem pregledal celotne dosjeje okrajnih odborov, Osvobodilne fronte in Ptuja in Ormoža. Hitro mi je prišel v roke tudi Totengedenkbuch. To je knjiga, ki so jo nemški Štajerci, spodnji Štajerci izdali že leta 70, ko je še veliko taboriščnikov živelo. Ni sicer vse, ne drži vse čisto, ne, koliko so se pač spominjali, ampak dosti pa ja. Z otroke sem delal raziskovalno nalogo, s katero smo sodelovali tudi pri temni strani meseca. Tudi Darja Lukman je že pisala nekaj malega o taborišču Strnišče, novinarka v Ptujskem tedniku oziroma Večeru. Zdenko Zavadlav iz dnevniških zapiskov Mariborskega oznovca, pa potem tudi Obletnice brez parad, ko sem malo en odlomek pokazal, pa Pozna spoved iz dnevnika Slovenskega oznovca. Potem so dokumenti in pričevanja o povojnih koncentracijskih taboriščih v Sloveniji, ki jih je zbral oziroma uredil Milko Mikola, ki je danes sicer mislil priti na to današnje srečanje, vendar žal zaradi bolezni ni uspel priti. Tudi kronika mesta Ormož, kjer je nekaj vendarle zapisano, tudi kaj se dogaja 45. leta, precej kritično za ormoške partijske voditelje takrat, Šonaja, Mastena in tako naprej. Potem omenjeni Dušan Ščap, ki je opisal Apaško polje, Roman Leljak, ki sem ga omenjal, in tako naprej in tako naprej. Intervjuje sem naredil z vsaj 40 ljudmi, ki so ali na eni ali na drugi strani bili, večinoma so bili taboriščniki, večinoma so bili na strani žrtve, zdaj odrasli ljudje, ki so nekaj let nazaj še živeli, nekateri, zdaj že več žal ne. Nekaj tudi iz tujine. Lelja sem si 2-krat opisoval, v Avstraliji živi in upam, da še živi. Kasper v Limbušu, zdaj je Tomažičeva v Pekrah in tako naprej. Že omenjene intervjuje z Zabadlavom in pa z Sagadinom, Francem Šabedrom, Maksom Vavputičem, ki je tudi bil
zapornik, čeprav seveda od vsega začetka se je boril proti Nemcem, proti okupatorjem, kjer se je družil v tistim prvem letu z Milko Golobom Joškom, je ta hotel pričo odstraniti v stenišču. Namreč Golob je zbežal iz bunkarja, v katerem je tudi bil Zmagoslav, štajerski četnik oziroma vodja četnikov v Malečniku pri Mariboru, Svetem Petru. In tam so Nemci odkrili bunker, v katerem je takrat še tudi se skrival ta Golob iz Zlatoličja, doma iz Zlatoličja, tu blizu Ptuja. In ta je potem postal, šel je na Pohorje partizane in je postal tudi oznovec in seveda deloval in na Pohorju in pa v Slovenskih Goricah in je tudi napisal več seznamov ljudi, ki jih je treba aretirati, in med drugim je tudi dal zapreti Vapotiča, ki je že bil komandir čete 10. maja, 9. maja na Ptuju, ko so se postolili kot partizani na Ptuju. Namreč nekaj časa je tudi partizani na Pohorje si ni upal, ker so tam mnogi ostali, mnoge so pobili, zlasti če ni sprejemal 100% ideologije, ki se vsakakor hoteli vsiliti. Pa nekaterim se ni dalo tako hitro vsiliti te ideologije in so jih mnogo pobili na Pohorju. O tem bom imel predavanje tudi na Ptuju. No, za konec, res konec, pa bi samo to še rekel. Nisem se lotil te teme zmaščevanja, temveč, ker sem prisluhnil krikom neštetih žrtev, posebej še krikom otrok, povsem nedožnih otrok, ki so zaman klicali usmiljenje, pa niso bili uslišani. Tako strašen zločin, ki ga je leta 1945 zagrešila komunistična oblast s svojo revolucijo, pač ne more biti tabu tema, ne more biti zamolčan. Vedel sem, da nas laž ne more osvoboditi in še manj osrečiti. Zato smo želeli vedeti resnico. Samo resnica nas more osvoboditi krivde, nas more približati spravi. Ali se moramo potresti s pepelom in oprati krivde? Težko. Občudujem oznoca Zdenka Zavadlava, ki je bil sposoben narediti ta velik korak, priznati krivdo in se na ta način pokloniti žrtvam in izreči svoj žal mi je, grešil sem, oprostite. Veliko je pomagal pri razkrivanju te tabu teme. Dragi prisotni, naša stavba mora stati na resnici, na človeškem dostojanstvu. Danes je tudi dan človekovih pravic, ne rekel. Na usmiljenju in na ljubezni. Kristjani vendar imamo zgled, ki mu moramo slediti. Krutim totalitarizmom in revolucijam moramo izreči odločni ne, zavedno. Nedožnim žrtvam, živim in mrtvim, se opravičujemo tudi mi potomci nekega zločinskega totalitarizma in prosimo za spravo, za novo rodovitno sožitje. Prosimo tudi enega najvišjega sodnika za usmiljenje, za milostno sodbo zavedenim zločincem. Mnogi so bili zavedeni, seveda. Zgradimo most do poštenja in pravice, do strpnega odnosa med posamezniki in narodi, v tem primeru tudi nemško govorečimi. Slovenci ne moremo biti zadrti zagovorniki in branitelji ideologije, sovraštva in zločina, ampak postanimo normalni, kar pač to pomeni. Spoštovanje in ljubezen je odnos, ki se ga ne bomo nikoli sramovali. Hvala. Hvala lepa, profesor Janžekovič, za zelo bogato predavanje. Se vidi, da ste tej tematiki posvetili toliko let in še enkrat iskrena hvala, da ste svoje znanje delili z nami. Odpiram pa možnost za publiko, da postavi vprašanja. Gospod Franci. Franci Kingelhofer.
Rad bi opozoril na eno zanimivost, ko ste pokazali odpustnico, ki jo je moral podpisati vsak zapornik, ko je bil odpuščen. Takšno odpustnico z isto vsebino, samo v nemščini, Ja, sem videl v Dahavu. tudi Tu se vidijo Ja. to paralele. vzore, ja. Ja. Pa še malo svojega dodati. Ne? Ja, čist isto vsebino. Ja, ja, ja. Edino tam je pisalo še, če se bo prekršil, bo zopet vzeti Ja, zaščito. ja, ja. Pa tudi ime koncentracijsko taborišče je po nemškem vzoru, ne? Ja. Pa po ruskem, seveda, gulagih in tako naprej, ne? Sovjetskem. Pa še to bi povedal, kot ste rekli nazadnje, da Slovenci moramo stremeti s tem, da se med seboj sporazumemo. Po tistem dogajanju 22. septembra pri Petričko, ko smo odkrili to spominsko ploščo, Ja. tisti teden se je nekaj zelo negativnega v Celju zgodilo. Ne? Se pravi, otroci z Petrička smo odkrili tisto tablo pod Petričkom ob cesti, ker so vozili avtomobili. Isti teden, v soboto, je bila pa slavnostna akademija v Narodnem domu s Kučanom, celo z zadnjim sekretarjem partije in državnimi funkcionarji, ki so potem se spominjali otrok, ki so bile žrtve nacizma. In jaz sem predsednici države pisal, da bi se želel z njo o tem pogovoriti, da je čas, da smo zamudili nekaj, namesto da bi to takšno praznovanje napravili skupaj, zopet ločimo. Ja. In Kučan je celo tam izjavil, da tem otrokom, ki so bile žrtve nacizma, moramo celo priznati neke zasluge za osvoboditev. In sem jo prosil za en razgovor, ker je končno predsednik države tisti, ki bi naj stremel k temu, da se narod Da se kaj naredi. razume. In zdaj je že ne vem koliko tednov, še nisem dobil nobenega odgovora. Ja. Prav gotovo, ne. Mi smo za ormoško taborišče tudi, toliko samo da govorim, tudi to ime dali, ne, Ormoški Petriček, ker smo vedeli seveda za ta tehnarski Petriček, ne, in podobne stvari so se tudi v Ormožu dogajale, ne, kot pri vas, edino nismo imeli črne vdove, pa mogoče še kakšnega krutega vzgojitelja manj. Ne, ti ljudje so precej premogli, jaz vem, tega krščanskega etosa, da tako rečem, še vedno. Ne, tudi celo tisti, ki so prišli iz Maribora, ki jih je okrožna OZNA poslala kot vodstvo taborišča, potem po 8. oziroma 6. septembru, prej so pa domačini tako in tako, ampak niso zmogli, ne, tako da so klicali pomoč, ki je prišla potem iz Maribora. Te ženske so se obnašale zelo primerno, no, da tako rečem. Res je, da so vzele mamam, ki so imele več plenic, da so lahko še preoblekle druge otroke, ki niso imeli nič, ne, ampak to je, ne meni, to še nekako razumeš, ne, ampak poskrbeli so za primerno prehrano teh otrok, poskrbeli so, da jih je tako doktor pregledal, da so upoštevali te recepte, te napotke zdravnika, ne. Potem preparali so jim oblačila, ti so imeli slamo spodaj za ležati, oni v strnišču ali pa v hrastovcu tega niso imeli, ne, so na golih tleh ležali. Tu so pa imeli slamo, ljudje so mogli prepeljati 11 voz slame, da so to po sobah razdelili in nekaj teh štrozovov, ali kako se to reče, ne, so imeli, ki pa so kmalu bili tako gnili, ne, da so jih morali zamenjati, ker so pač otroci urinirali ali kakorkoli, ne. Potem uši pa to so imeli in so jim preparali obleke
sušili potem. Tako da vidiš, da nekaj pa so, ne, malo boljše se obnašali, verjetno boljše kot v Teharju, ne. To pa vi veste, kako je bilo. A lahko jaz vprašam, Branko Cestnik je Ja, praktično aha. napisal tako rekoč identično, Ja, kot ste ja. povedali v Strnišču, Ja, v tej svoji novi knjigi Ja. Dolina zvezd. tako. Sta se videla kaj pogovarjala? Ja, seveda. Ja, dobro, da ste me spomnili, jaz sem hotel opozoriti, ne, da je pred kratkim izšel roman mojega prijatelja pa mojega učenca Branka Cestnika, duhovnika iz Frankolovega pri Celju, Dolina zvezd. On je seveda upošteval te moje raziskave, čeprav se posebej nismo dosti o tem pogovarjala in verjetno sem prvi dobil njegovo knjigo z njegovim podpisom, ko je predstavil v Kidričevem to svojo knjigo. Zdaj nekaj je predstavil, jaz vas vabim, ne, če boste slišali, da bo kje imel predstavitev te knjige, tudi v tem prostoru, da se pač udeležite, pa da to knjigo si sposodite. Upam, da v knjižnicah se bo dobila, ne. Je bila na knjižnem sejmu, Ja, zdaj mislim razstavljena, tako rekoč in v Ja. prvem programu Slovenske televizije. Malo je bilo, ne. Televizije, Ja. svoj intervju z njim. Ja. Pa na Ognjišču je imel malo daljši intervju, ne, predstavitev knjige, na Radio Ognjišče. Tudi na televiziji. Malo je bilo, ne, vem, ja. Priporočam to, da preberete. Z tega boste videli res psihozo te ozne, delovanja taborišča in ozne predvsem, tudi partizanskih enotah, ne. Ker on tega svojega glavnega junaka vodi kar, jaz vem, skozi daljše obdobje, ne. Je nemški vojak, je partizan, je potem v taborišču samem, ne, funkcionar. Iz knjige se da videti res, težko to jaz povem, jaz sem suhoparen, ne. Zgodovinarji smo precej suhoparni. Kakšni film ali pa knjiga pa seveda veliko bolj še pove plastično, mislim, tudi čustveno in tako naprej. Zelo priporočam to knjigo. Hvala. Še kakšno vprašanje za konec? Če ne, se še enkrat najlepše zahvaljujem za predavanje.